Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Mladi na razpotju, kjer danes gostim Nica Friškovca iz Srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje, dijaka in, kako bi rekli, mentorja, pedagoga, Vasjo Markiča. Danes bomo povzeli nekaj vtisov 14-dnevnega usposabljanja, ki so ga opravili dijaki iz Srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje v Leipzigu. In tam verjetno ste bili zato, da bi si nabrali nekaj praktičnih izkušenj, ne, pa verjetno tudi premagali kakšno jezikovno oviro, ne. Pa me najprej zanima, Nec, kako si se ti odločil, da bi šel na to usposabljanje? Se takrat določil, si se prostovoljno javil? Imel sem možnost obiskati ta projekt, tako pa zakaj ne bi, se je pač dobra izkušnja za celo življenje. Pa tudi fajn, dober projekt je. Tako da ja, prostovoljno sem se in tudi bil sem med izborom za, da lahko se udeležim. Vasja, kakšen projekt pa je to bil sploh? To gre pod okvirje Erasmus+, izmenjava dijakov mobilnosti, in dijaki gredo v inozemstvo in dobijo nalogo, recimo, da se v njegovem primeru, oziroma primeru naših dijakov, ki so šli, koliko jih je šlo, 10 vas je šlo, imeli so nalogo, da sestavijo 3D printer, ga skalibrirajo in začnejo z njim delati, ne? Konkretno ta primer. Lahko pa marsikaj drugega. Pred 2 letimi so naši dijaki šli sestavljati in realizirati električni bagi. To je sam tak primer. Se pravi, vaša šola se pogosto udeležuje teh izmenjav? Ja, vedno se prijavljamo in zelo smo veseli, če dobimo potem to možnost, da grejo potem dijaki. Kot smo že omenili, tam ste bili 14 dni. Ja. Pa me zanima, kaj konkretno ste pa na tem programu usposabljanja počeli? Ja, začeli smo pač imeli smo dele, ki smo jih mogli sestaviti v 3D printer. Sestavljali smo približno 3 dni, s 4. dnevom smo že začeli s testiranjem in potem smo printali razne stvari, ali smo jih sami naredili, pač projicirali, ali pa smo jih potegnili dali iz interneta, so tudi datoteke in smo se pač osredotočili, kako printati. Mogli smo določati hitrost printanja, temperaturo, šop in lepo počas printali. Zdaj za tiste, ki smo popolni laiki, kaj pa sploh je 3D printer? To je nek stroj, ki iz plastike natisne nek 3D predmet. Vasja, kaj ste pa vi v okviru tega projekta bili tam? Ja, jaz sem bil kot v okviru projekta dejansko mentor, betnik nad njimi. Če je bilo kakšno mogoče nerazumevanje v zvezi z njimi, dijaki pa samim mentorjem tam, ki poučuje ta del, ne, ker oni so imeli svojega mentorja v delavnici, sem bil jaz mogoče ta most še med njimi. Potem pa sploh v prostem času smo šli lahko še si ogledati Leipzig, pa drugi profesor, ki je bil z nami, smo se izmenjali, jaz sem bil samo en teden, Marjan Pograjc je bil prejšnji teden že, ne, in so šli tudi na izlet. Kam ste šli? V Berlin pa v Dresden. Ja. Tako da je zelo pestro, zanimivo dogajanje in velika izkušnja, tudi glede jezika. Ja. Kako je pa recimo potekal en, rečemo, povprečen dan? Ja, zjutraj smo okoli 8 smo se zbudili, odšli na zajtrk, ob 9 smo pričeli z delom, potem smo imeli malce vmes, ob 3 smo pa končali. Večino dni smo se takoj odpravili v center, pa smo se potepali po centru mesta, si ogledali vse reči tam, potem smo pa šli na večerjo, potem smo se pa še v družbi malo pozabavili. Pa si po tej izmenjavi zdaj čutiš, da si pridobil več izkušenj? Ja, 100%. Recimo v primerjavi s prej, si že prej recimo bil vešč na tem področju? Prej nisem imel pojma v 3D printanju. Katero področje pa tebe recimo najbolj tako fascinira? Predvsem elektrotehnika, za ta poklic sem se odločil. Kateri letnik si? Drugi. Drugi.
se pravi, ko ste šli v tujino, ne, prva ovira, ki se je pojavila, je bila verjetno jezikovna, ne. Kako premagati jezikovno oviro. Zdaj, a ste se znajdli pa kar po angleško si govorili, ali se je mogoče tudi v, se pravi, domačem jeziku govorilo v nemščini? No, eni tudi znamo nemško, pa smo tudi s tem pridobili še znanja nemščine. Dobro, si bomo zdaj pogledali en kratek video, ki ste ga posneli med to izmenjavo. Tako da ja, najbolje, da si ga kar pogledamo in da si gledalci ustvarijo vtis, kako je to izgledalo. Let's make things right. Love so fine, or at least we've tried. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I blame if it's not you? Now take the rest, but babe, I swear that I did my best. Why do you pretend that we both care? The times I did and you weren't there. I've got to run, my heart is bleeding, and I feel back and I really mean it. Was it you or just someone? What can I do to take a run? I
Tole, kar držim v roki, je pravzaprav izdelek, ki smo ga zdajle spremljali v videu, kako je nastajal. Ne? Kaj točno jaz zdaj držim tole v roki? Vem, da je ura, ampak... Ja, to je ura, ki smo jo po delih natisnili. Razdelili smo se na skupine in vsaka skupina je načrtala in natisnila svoj del. V izdelku, v videu je hudo pohitreno. Naprimer, ta največji del je tiskal okoli 6-7 ur. Potem smo pa še številke vse posebej natisnili in jih prilepili gor. Pa v vsakem delu je vgraviran ime, pa tukaj je še 3D printanje, Leipzig, 2016 pa logo šole. Se pravi, za tale del rdeč je potreboval 6 ur. Ja, zelo dolgo smo ga Koliko pa potrebovali. za ostale dele? 4 ure. Pa problem je bil, ker večina delov ni v prvo uspel. Smo jih mogli nekatere po 5, enega smo mogli 5-krat printati, da je res uspel. Se pravi, potem, ko ste sprintali vse te dele, kaj pa potem sledilo? Potem smo pa vzeli eno podlago, pleksisteklo in smo vse nalepili nalepili gor. In vidim, da so še pobarvani tele kazalci. Ne? Ja, zato To ste vse sami ja, naredili. je bil problem, ker se na črni ni videl. Smo mogli malo označiti. Aha, ok. Se pravi, koliko časa je potem, koliko časa ste tole za vse skupaj? 3 dni smo rabili. 3 dni. Dobro, ne, se pravi, a je kakšna posebnost te ure? Gre prehitro. Ne, heca. Hitro gre. Ne, gre normalno. V redu, se pravi, tole je eden od produktov, ki ste jih izdelali. Zdaj me pa bolj to zanima, kakšne so bile pa recimo razlike med narodoma, se pravi, Nemci pa Slovenci po vojni. Vem, da 14 dni verjetno ni ravno veliko, ne, da bi povzel oziroma šli v detajl, ampak a sta občutila mogoče kakšno razliko med Nemci pa Slovenci? Ja, ampak večinoma, ker smo bili gor v tistem domu, je večinoma Poljakov pa Mađarov bilo tudi. Nemcev sploh ni bilo nobene skupine. Edin pač pozna se pri mentorju, pa pri ostalih, naprimer, ki so nas spremljali po Berlinu pa Dresdnu. Bili so zelo točni. Točni so. Ta prvi dan smo zamudili, pa smo rekli, da je šofer bil kriv in nas je kar čudno gledal, pa rekel, da ga ubijamo. Pa je bil dejansko šofer kriv ali je bil to izgovor? Izgovor. Aha. Pa je to rekel v hecu ali prvo resno? Ta prvo je zelo resno izgledal, ampak pač vse je hecel. Tale mentor, mislim, dejansko pokrovitelj vseh fantov, ki pridejo jih naredi dobrodošlico, ne? Martin, ne, se kliče. Ja, je zelo tak odprt, zelo zabaven, sam smeješ se, kaj ga vidiš, ker je taka dobričina, pa zelo navdušen. Se pravi, da to velja, ko so rekli za Nemce, da so točni. Ja. To ja. Jaz bi pa še drug poudarek, gotovo, ker zdaj, če moja to druga izkušnja, ne? In vidim ne samo to, da so točni, ampak so zelo bolj sproščeni so. Pri njih delo poteka zelo sproščeno, ni kot v Sloveniji recimo, ker vse mora narediti čim prej, čim bolj hitro, da se človek iztroši. Fantje so dejansko imeli veliko časa in tudi v prejšnjih letih to poteka po nekem ritmu, lepo počasi in ni, da bi se mogel iz kože, obremenjevati pa iz kože vrš, da boš nekaj pa vse ob svojem času naredil. Pa to so nasploh sproščeni ali govorimo samo o delu ali nasploh? V delu vsekakor se to videlo, ampak meni se zdi tudi, kadar sem se malo sprehajal po mestu, mislim, že samo Leipzig mesto je čudovito, veliko zelenja in ljudje si vzamejo čas za sprehode. Ne vem, morda si mislimo, kaj imamo tu v Sloveniji, ampak če greš malo ven pogledat, čez luž, mislim, vidiš, da imajo urejene stvari in si pustijo živeti svoj čas. Kakšno mnenje imajo pa o nas, Slovencih? No, zdaj ne vem, za naše dijake, bom rekel, so jih vedno pohvalijo, zato ker so vedno tako angažirani, pridni poslušajo in delajo, so delovni.
Mogoče- Poznajo Slovenijo, mislim, če jim omenite, mi smo Slovenije. Vejo, kje se to približno nahaja. Ja, Martin verjetno ve, kaj pa ostali pa. Ostale vedeli so, kje se nahaja, niso pa vedeli veliko naših znamenitosti. Tudi Poljaki pa Mađari. To pa, ja, Mađari že vejo, kje smo, Poljaki pa bolj tako. Poljaki še glih jezikov ne znajo, ne angleški, ne nemški. Pa je tudi, ko ste rekli, da ste zvečer šli malo ven, pa to, so tudi tam bili Nemci bolj tak odprt narod. To smo pa bolj po tistem, v kampusu smo bolj odzivni hodili, nismo po Leipzigu hodili zvečer, pa Aha, niste še nijamo še glih tu. izkušenj z Nemci, no, Aha, z nimate mlajšimi to. generacijami. Dobro, kaj pa recimo vaša šola zdaj čaka v prihodnje? Se pripravlja kakšen projekt ali kaj podobnega? Ja, poteka ComLab na naši šoli, angažirano dijaki razvijajo v sodelovanju z partnerji poslovnimi in tukaj v Zasavju. Vedno se kaj dogaja na naši šoli, tako da preveč je tega, bi karkoli povedal, pa to nisem ta pravi naslov. Se dogaja veliko. No. Mislim, kar se tiče izmenjav, gotovo bojo še naprej, delamo na tem. Kulturni dogodki. Ja, drugače pa je ta dogodek projekt 3 vsako leto, ki ga razvijamo vedno bolj. Kaj pa je to, ta projekt, če ni skrivnost? To dejansko dijaki prikažejo, kaj so vse počeli med letom in vse tiste izdelke pokažejo. Ne. In tudi dejansko mednarodna konferenca, kjer lahko prijeto drugi poslušatelji in predavatelji in potem je to cel dogodek v kulturnem domu tukaj v Trbovljah. Zdaj vas moram še tukaj vprašati kot pedagoga. Ne. Ja. Pravijo, vsaka generacija ne, je slabša od prejšnje. A to drži? Ne vem, jaz mislim, da to vidik učitelja, ki projecira lahko to na dijake zelo negativno ali pa zelo pozitivno. Ne vem, jaz... Kako vi občutite, a se vam zdi recimo, da se generacije res tako drastično spreminjajo? Ne vem, meni se ne zdi. Meni se zdi, da pride nihanja, to nihanja so, pa kaj ti kot učitelj narediš s tem, je na tebi, da iz tega potegneš najbolje. To so pa pol pedagoški prijemi. Kakšne pedagoške prijeme pa recimo vi uporabljate? Nejc, kakšne podrabljam? Ja, dosti dobre, Kar no. bodimo iskreni. Ja, kar istijo. Ne vem, dobre, v redu, uspešne, no. No. Skrivnost. Skrivnost ne ostane. V redu, jaz se vama zahvaljujem, da ste prišla v oddajo in nam malce predstavila, kako je bilo v Leipzigu. Vama želim še veliko uspehov naprej. Hvala lepa. Mi pa se vidimo v naslednji oddaji Mladi na razpotju.